Svetovalna dejavnost je v Sloveniji prisotna že 20 let in ves čas je bila organizirana projektno. Mreža izvajalcev se je iz projekta v projekt širila, hkrati pa tudi težnja tako stroke, kjer je strokovne argumente postavljal Andragoški center Slovenije, kot tudi izvajalcev na terenu, da je ta dejavnost tako nujna in tako bistvena za uspešnost izobraževanja odraslih, da bi morala biti organizirana kot javna služba. V bistvu zelo veseli, da nam je svetovalno središče, se pravi Ljudska univerza v Murski Soboti, prišla naproti in smo lahko začeli s projektom, se pravi z aktivnostmi, jezikovnimi tečaji za zaposlene. Ta trenutek je v javni mreži 35 izvajalcev javne službe, delo opravlja 100 strokovnih delavcev. Projekt je pa prinesel večjo dostopnost teh storitev v celo regijo. Podjetniška zbornica Lendava uspešno sodeluje z Ljudsko univerzo Lendava. Sodelovanje temelji na izobraževalnih programih, na svetovanju aktualnih novosti na trgu dela, ki jih potrebujejo naši obrtniki in podjetniki. Partnerstvo v konzorciju je prineslo tudi nove oblike sodelovanja ljudskih univerz na območju Pomurja. S projektom smo postali še bolj prepoznani vsak v svojem lokalnem okolju, naša vrata pa smo z njimi odpirali ljudem, živečim na skrajnem severovzhodu Slovenije. Ker sem se zaposlila v domu starejših Lendava, sem se hotela tudi usposobiti za socialno oskrbovalko na domu. Tako sem šla na Ljudsko univerzo Lendava, kjer mi je gospa Sonja svetovala glede vključitve v usposabljanje. Svetovanje je poslanstvo, s katerim lahko spremenimo človeku življenje. Učimo se slovenščino ovdje v Gornjoj Radgoni, v javnom zavodu knjižnica Gornja Radgona. V septembru mesecu smo začeli. Meni još ne gre baš najboljše, a se trudim. Svetovalna dejavnost se mogoče dojema le kot en majhen kamenček povezovanja, a dejansko je nepogrešljiv del v celotnem izobraževalnem sistemu. Je začetek grajenja odnosa s posamezniki, s partnerji, s podjetji, z lokalno skupnostjo, je temelj dobrih odnosov in dodana vrednost, ki vodi k razvoju. Zdaj, namen svetovanja zaposlenim je bil doseči zaposlene, tiste manj izobražene, starejše zaposlene, ki potrebujejo novo znanja, novo spretnosti, kompetence za ohranitev delovnega mesta, za konkurenčnost na trgu dela ter v bistvu tudi za osebno rast in razvoj. Pri rezultatih svetovanja oziroma pri njihovi vključitvi zaposlenih v različne programe se je opazilo, da je za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc bilo največ interes. Mestni občini Murska Sobota vedno podpiramo tovrstne projekte. Predvsem tudi slednje, kjer se izvaja svetovanje in izobraževanje odraslih občanov. Predvsem podpiramo projekte, če so to programe na področju izobraževanja ne samo zaposlenih občanov, ampak tudi brezposelnih oseb. Vse in s tem omogočimo dodatne usposabljanja, nova znanja ter večjo zaposljivost. Financer projekta, katerega peljemo v koncu, sta Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Bi se zahvalil našemu nacionalnemu strokovnemu vodji projekta, Andragoškemu centru Slovenije. Tu bi posebej izpostavil gospo magistro Tanjo Vilič-Klenovšek kot, lahko rečemo, ne vodjo, ampak mamo svetovanja v Sloveniji, ki je s svojim trudom tudi veliko prispevala v to, da je dejavnost, o kateri bomo danes govorili, tudi uzakonjena v Sloveniji. Želim si, da ta javna mreža, kjer vsi sodelujemo, da sodelujemo naprej, da se povezujemo v dobrobit vseh tistih, ki potrebujejo ali pa ki še bodo potrebovali nova znanja, nove kompetence.